Lepo pozdravljeni. Danes bomo spregovorili o metalu, natančneje heavy metalu in še natančneje začetkih slovenskega heavy metala. Z mano je namreč avtor dokumentarnega filma in istoimenske knjige Železne stopinje, Denis Brnčič. Lepo pozdravljen. Živjo. V predgovoru knjige lahko večkrat, če se ne motim, skoraj da pri vsakem od tistih, ki so pisali uvodnik, zasledimo, da je ta knjiga nastala in je seveda tudi odličen dokument časa slovenskega heavy metala, ki praktično nima nobene druge publikacije. In moram priznati, da me je to izzvalo, ker se mi zdi, da je punk nekako v medijih bil vedno bolj prisoten in sem šla štet, koliko recimo knjižnih publikacij imajo punkerji. Tam sem naštela dobrih 10 knjig, tam mislim, da je edina o metalu in mogoče kar za začetek tako težko vprašanje, zakaj se ti zdi, da slovenski heavy metal ni bil tako prisoten v medijih, v publikacijah? Je bil mogoče razlog v tem, da je metal manj političen bil v svojih začetkih kot punk? To sigurno. To sigurno metal še danes ni. Ne. Vemo tudi, da vsi te punk bendi, ki so, potem kasneje so vsi nekako, ne bom rekel vsi, ampak veliko članov teh bendov je bilo potem tudi aktivnih politikov, gospodarstvenikov, se pravi ljudi, ki so kar konkretno vlekli, bi rekel, naša življenja, ne, v smislu, da so vplivali na naša življenja. Ne. Metal pa to ni bil, ne. Metal je bil en vesele, ena žur, tako ne, a veš, in meni je to, glih to, kar si omenila, ne, in si zadela točno center, ne. Meni je to blazno motilo, da metala ni, ne. V publikacijah, da ni filma, da ni ničesar, ne. In v bistvu to je bil tudi en od glavnih vzvodov, da sem se lotil tega projekta, ker mi je bilo neverjetno, tudi sama si rekla, a res, a edini film, edina knjiga, ne, ja. Jaz upam, da še nekdo bo naredil še kaj, da to ne bo ostalo samo edino, ampak mene je to toliko motil, pa nasplošno, če gledamo celo slovensko glasbeno alternativno sceno, ne, vedno se vse začne, pa konča pri punkertih, pa lajbahih, pa vsaka čast njim, daleč od tega, da bi jaz kaj, ne. Ampak skozi se nekako to vrti, ne. Pa smo imeli tukaj v Sloveniji še IHH dobrih alternativnih bendov, jaz sem pač poslušam še danes in sem poslušal takrat, ko sem bil prisoten, metal. In zdelo se mi je, da če mi ne bi naredili to, ne, kar smo naredili, da čez 30, 40, 50 let bi bilo, da sploh ni bilo scene. Da sploh ni bilo metal scene v Sloveniji. Ne. Še en podatek, ki ga velikokrat omenim, ne, ki si omenila politično. Ne. Tisti famozni koncert v Ljubljani za Janšo, Tasiča in Borštnerja za osamosvojitev Slovenije. Ne. Leta 88. Ja, vsi vejo, da so tam igrali punkerti in oni in tretji, noben pa ne ve, da je tam tudi Pomaranča igrala. Ne. Tako da to se kar tako malo se pozabne. Tako da sem nekako čutil klic, nekako, da to moram narediti, no, če že noben drug ni. Sej, po kakšni logiki si pa potem izbiral bende? So to predvsem temeljili na tvojem spominu? Zdaj, nekatere sem jih potem sama, ko sem jih sproti odkrivala skozi to knjigo, jih skoraj da ni moč dobiti recimo na YouTubeu ali na kakšnih platformah, razen če se je kak navdušenec spomnil in sam mogoče digitaliziral kaj. Torej, po kakšnem ključu si jih zbral? Ker tukaj niso samo Pomaranče in Lene kosti, ampak naprimer marsikaj, Junaki nočne kronike z Janezom Bončino Benčem in še mnogo drugih lahko izvemo. Kako si in po kakšnem ključu izbral torej bende in izvajalce? V bistvu
vedno ponavljam, ta knjiga in ta film, to ni Biblija, to ni Sveto pismo, to ni enciklopedija slovenskega metala, to je pač moja zgodba. Kako sem jaz to doživel in nekako, katere bende sem jaz to živo imel priliko gledati takrat, in nekako, seveda je bilo še cel kup bendov, ki so dobri, ampak enostavno se me niso toliko dotaknili mene osebno, tukaj gre za mojo osebno zgodbo, ne. In v bistvu sem čist iz nekih svojih mnenj in tega, kako so se med določeni bendi, pa ja, seveda predvsej je šlo tudi, da je bend nekateri, sej velika večina, tudi Toni, neki uradno izdala, nek album, neki se pojavili na televiziji, se to. Tako da jaz sem to takrat spremljal in tudi vse ta pojavljanja na televiziji sem jih takrat v živo videl in se me je dotaknil in sem se jih zapomnil, ne. Tako da tukaj je res čist moja osebna, ni to Sveto pismo, da so bili samo te, pa ni bilo nobenega drugega. Pa si upaš danes trditi, da obstaja nekaj takega kot slovenski heavy metal, ker po eni strani se zdi, kot tudi lahko večkrat preberemo, danes imamo celo plejado žanrov metala, takrat pa vsi govorijo o heavy metalu, vsake toliko kdo omeni speed metal, vsake toliko kdo omeni thrash metal. Ali obstaja nekaj takega, kot naprimer rečemo slovenski pop iz 90-ih, si vsi približno predstavljamo, za kakšno glasbo gre, ali bi lahko za slovenski heavy metal rekel, da je bil poseben žanr? Tako bom rekel, jaz označim s tem izrazom bende, ki so delovali v Sloveniji, in še posebej pa tiste, ki so peli v slovenščini. Seveda tak je poseben bend, je Pomaranča, ki ne da je postavila temelje slovenskega metala, ampak je postavila temelje metal scene v bivši državi, ne. In prvi album je v slovenščini in še danes zelo cenjeno in zelo iskano. Smo delali koncert zdaj 6. junija v Kinu Šiška, je bil en po 40 letih, je bil en mesec prej razprodan, ne. Se pravi, ta slovenski metal, jaz ga imenujem zato tako, ker ga nekako geografsko vežem na Slovenijo, ne. Glasbeno so pa oni itak vsi sledili svetovne trende, ne. Tako da bi prav poseben žanr bil, ne. Kako bi bilo recimo s prehajanjem v tujino? Pomaranča konkretno so uspeli v tujini, večkrat pa lahko zasledimo, da je bil ravno jezik precej problematičen na obeh straneh. Se pravi, v Sloveniji so hoteli, da pojejo v slovenščini, v Beogradu so hoteli, da pojejo v srbo-hrvaščini. Kako je bilo s tem? Oni so pa vsi hoteli angleško pet. Ne, tako da je to zelo zanimivo. Veš, to je bil en naiven čas, no. Takrat se to res je temeljilo vse na nekem entuziazmu in na neki ljubezni, ne. Nihče, vsaj od vseh teh mojih sogovornikov, tle ni bilo govora o poslu, o denarju, da tudi Pomaranča je bila ta, ki je, eto, neki so posneli, probali, unim je bilo všeč in so izdali in se je zgodil bum, ne. Tudi oni so bili, bi rekel, imeli so ta imidž, ki je zelo bil a la Judas Priest, tako na tujino, ne, zelo dodelani nastopi, dimne bombe, tretje, ne. Oni so res, bi rekel, odstopali. Potem so bili pa vsi ostali, ne, ki so pa izredno močno se trudili, izredno, predvsem zelo dobro delali. Še danes mnogi komadi in albumi stojijo, mnogi še iz tistega časa, tisto, kar je posneto, nekateri bi komot dal ob bok takratnim, recimo en album Mary Rose, Rocks Off, ki je takrat bil izdan 89. Mislim, to je čisti LA, a veš, Van Halen varianta, glasbeno, ne, in produkcijsko in vse bilo. To je bilo zelo dobro, ne. Niso pa se,
danes je podobno. Čim je malo več distorzije, čim malo ne gre glih takoj na prvo, na poskok, na uho, a ne, bože ne, da ni v slovenščini, ne, da je, ker drugi jezik ima že težave. Ne. Tako da meni se zdi zelo tudi fenomen, ko si omenjala Tujino in Pomarančo, ta drugi album, ne, da ga je njim uspeli izdati v takratni Jugoslaviji kompletno v angleščini. Ne. Kar je, mislim, Pa ga je izdala jugoslovanska založba. Ja, Radio Televizija Beograd, ne. RTB. Moram reči, da sem tudi izredno ponosen, ker sem sodeloval zdaj prilikom tega koncerta, da smo te posnetke iz Srbije, iz RTB-ja pripeljali v Slovenijo in da smo se dogovorili, podpisali pogodbe in vse, da je Nika Records zdaj naredila reprint prvih 2 albumov in 4. albuma, ne? Na vinilkah, ne? Tako da nekako. Kaj se je pa s 3. zgodilo? Ja, 3. pa že sam kot sam ni se nekako ni se toliko dotaknil publike, to je prvo. Ni se pa dotaknil iz razloga, ker je že takrat po 2. albumu se je že band majčkeno začel osipati. Mislim, določeni člani so šli stran, Mio, Alfa in Omega Pomaranče je imel tudi neko, v bistvu ga je mogel nekako pod prisilo narediti, no? Ker je imel pogodbo za 3 albume, ni to čutil, band se je razpadal in nekako tudi pol normalno ni doživel tak, čeprav je dober album, no kljub temu. Ampak je bil to, da smo te pravice in vse dobili, je bil kar določen finančni zalogaj in smo rekli, gremo te albume, ki so pustili pečat res, ne. Da jih imamo zdaj tukaj v Sloveniji, da se jih lahko kupi in da je dan eno priznanje tej Pomaranči na način, tukaj bi se res zahvalil Niki Records za posluh in da smo to nekako s skupnimi močmi naredili. Je pa to eden od redkih metal povratkov slovenskih zasedb. Zdi se tudi po intervjujih sodeč, kot da ni prave kontinuitete med tedanjimi metalci in zdajšnjimi. Ja, to je zanimivo. Zdaj, jaz bom rekel, ko sem se lotil tega projekta in ko smo začeli to tudi malo medijsko in tako, a ne, je bila, tako sem nekako čutil, da je bila neka apatija med temi bendi, da ni, sploh med temi starimi, ne. Potem se pa kar, a veš, so se pa eni Mary Rose zbudili, ne, pa so posneli nov album, pa se je zgodila reizdaja famoznega Rocksoft albuma na vinilu, pa so začeli bendi, a veš, spet delati, Pomaranča naenkrat, ne, spet se je, ne. Tako da se mi zdi, da smo majčkeno prešejkali to sceno, predvsem pa, kar je bilo meni pomembno, je to, da smo dali vrednost tem bendom, ne. Ker meni je bila groza, pa zdaj skozi govorim o Pomaranči, govorim, enako mislim za tudi vse ostale bende, ne, Pomaranča je pač neka špica, nek vrh, ne. Da je to bilo nekje pod mizo v prahu brcna, noben ni to povohal, kamoli, da bi mu dal vrednost, ne. In tukaj so potem s tem projektom nekako tudi odziv scene in bendov in vsega je bil zelo veseli so bili, ne. Vredni smo, res, očitno smo res vredni, ne. In tukaj se je pol, a veš, začeli dogajati, da so pa bendi pa kar pa začeli igrati pa nazaj skupaj, pa celo, zdaj se vrnem na Mary Rose, 2 razprodana koncerta imel v Postojni s prvo original postavo. Ljudje iz tujine prišli, kaj delajo, ne. Cak, da so naredili koncert, se pravi, se je zavrtel spet, ne, kar me izredno veseli, pa, ker mladih bendov je bilo, ne,
In še danes so, ne, ta stari so se pa zbudili, kar mene zelo veseli. Je zanimivo, da si omenil Postojno, tudi zdi se mi, da v knjigi večkrat izpade, kot da Postojna in okolica od Postojne proti Primorski Goriški je nekako opisana kot, če se ne motim, Saša Einsiedler celo reče, če si se usedel na avtobus v Ljubljani in peljal proti Kopru, so bili dolgolasci verjetno tisti, ki so šli najprej v Postojni dol. Govoriš, v nekem trenutku govorijo celo o 5 metal koncertih na isti dan v okolici Postojne. Kje se je torej na tem koncu Slovenije takrat najbolj koncentriralo? Kam ste hodili? Je bila res taka baza tukaj? Ja, mislim, Primorska je bila, ampak je bila, veš, to je bil čas, kaj je tudi na svetovnem, tako bom rekel, zelo zanimivo je, to tudi pokojni Boc pove v knjigi, ne? V svetovnih medijih je bil hard rock in metal v 80-ih high. A veš, MTV, Uno, tretje, ne, punk je bil nek underground, ne. V Sloveniji je bilo pa glih obratno, ne. Je bil pa punk na visoki nogi, metal pa tako se pometal pod mizo, ne. In, ampak te koncerti, live špili in to, publika je še danes. Mislim, če ljudje, ki hodijo na te metal in hard rock koncerte, to je vedno polno. Ker nič hudega, če ni v medijih. In to je bilo tudi tako takrat, ne. Sploh pa Primorska, pa gor Gorenjska, Škofja Loka je bila. Jaz sem pač, ker sem iz Ljubljane, sem poznal te ljubljanske bende in hodil po Ljubljani, pa nasploh je, moram reči, da jaz sem takrat v moji družbi sem bil najmlajši in sem okrog vseh teh starejših, sem jaz kaj en fantiček skakal okrog njih, ne, bil vesel, da sem se lahko z njimi družil, ne, in tako sem jaz pol, a veš, pa spoznal unga, pa kaj, pa tako, ne, drugač pa ta veliki, ta Orang koncerti, to je bilo Primorska, ja, to je bilo, vsaka vas je bila kulturni dom ali pa kaj, pa gremo, ne. Torej, se zdi, da je bilo včasih več lokacij za koncerte kot danes? Jaz mislim, da lokacij, te kulturni domi večinoma še zmeraj stojijo, ne. Zdaj se doda še kakšen šotor, ne, in tako, ne. Se mi zdi, prvenstveno je treba gledati na čas, a ne. Ti takrat nisi, če si hotel, mislim, takrat ni hodil toliko bendov, sploh v Jugoslavijo, bili so Maideni, Motorheadi, vse ne vem, tu pa tam še kakšen, a ne, na vsako prestopno leto, ne, ti, če si hotel videti metal, svirko, ni bilo YouTubea, ni bilo, na televiziji so bili 3 programi, a veš, ni. In potem, ko je nekdo igral, to se tako, to nisi rabil, ne vem kaj, to od ust do ust. In je bilo, in placi so še vedno, samo čas je drugačen, ne, tudi mladi glasbo zdaj veliko lažje do nje pridejo, zelo hiter ta, veš, nismo imeli toliko dostopa te glasbe in je bila lakota in želja po temu ful večja. In smo bili pripravljeni ful več narediti in žrtvovati, da smo do tega prišli, ne. Danes je to vse, klik, cak, a veš, imaš surround system doma, veliko televizijo, pa imaš Maidene doma v dnevni sobi, pa ne ene 50, kaj boš iz 80-ih let koncerta ali boš tega, ne. Tega takrat ni bilo, to je bilo tako, še ena plošča je prišla v družbo, pa nas je pa 30 presnemavali. Pa je šel drug, pa je teta iz Švice prišla, pa babica iz Anglije. Na kaj ste presnemavali ploščo? Na tiste rentgenske posnetke? Na kasete, ja. Na kasete, to je bil taka škatla, si imel platenšpiler, ne, gramofon, pa kasetofon od spodaj. Pa si dal album gor in si ga snemal na kaseto, ne. Pol, če pa glih ni bilo plate, pa če ta, ki ga je poznal, ni imel plate, je imel kaseto, so bili pa dvojni kasetarji, si pa s kasete na kaseto snemal, ne. In jaz vem, jaz sem znal, recimo, bila je zelo popularna takrat, Primorci so hodili bolj v Italijo, jaz sem hodil v Avstrijo, v Celovec,
tam je bila ena ful znana trgovina Meki, se je imenovala, ne vem, če je bilo 10 kvadratov to veliko. Ne? Jaz sem šel z unimi mamami ob soboto ob 6. zjutraj na bus, ker so šle po kavo pa po prašek. Sem se speljal v Celovec, imel sem nekaj denarja, kar sem ga zbral, in vem, sem šel v tisto trgovino in je bilo tam plat, mislim, začneš listati, pa ti kar potne strage so mi šle po hrbtu, ker bi vse imel sem denarja za 1, 2, pa mogel sem vedeti, da rabim še na 5-6 praznih kaset, ker bo friend šel, pa bo prinesel, da mi lahko imel kaseto, da si bom lahko posnel od njega. Ne. Tako je to bilo. Ne. In takrat smo res po tista plata ali pa tisti album, ali pa če kaj ven prišlo, smo to do iznemoglosti se to poslušali. Ne. Tako drugačen čas je bil, no. Predvsem to. Ne. Za kateri časi so pa to bili? Ker recimo ravno pri punku, leto 77, vemo, prvi koncert Pankrtov, isto leto izide Magna Purga, Kostja Gatnika. Kje je bil metal takrat? Ja, metal je bil konec 70-ih, a veš, se je začel pojavljati z New Wave of British Metal, se pravi, začel so se pojavljati, prvi so bili seveda Black Sabbath, potem Judas Priest, Iron Maiden, tako ne. In v tej knjigi jaz govorim o 80-ih, ne. In zajeti so izključno bendi, ki so nek pečat pustili v 80-ih, ker 80-ta so bila neka, bi jaz temu rekel, zlata leta hard rocka, neka dekadenca. Ne, takrat je bilo, a veš, tudi lasje so bili na tapiranju, vse je bilo pisano, tiste pajkice, a veš, so bili hard rockeri, pa si imel, veš, 80-ta so bila dane, jaz še zdaj v avtu, dajva reči, ali pa ko poslušam glasbo, to je muzika, metal pa hard rock iz 80-ih. Bi rekel, da je bila takrat glasba manj trša. Ja. Zelo zanimivo je, recimo, kar se mladim zdi neverjetno, ne, da 82, 83, 84, ko so se pojavili bendi, Bon Jovi pa Europe so veljali za metal bende. Dovolj je bilo, da je bila čupa, da je bila ledrca ali pa jeans jakna, rutka, je bil že metal, ne? Ker zdaj je to, a veš, zdaj to te rečeš kakšnemu mulčku, to bo rekel, da nimaš ti pojma kak metal, Bon Jovi metal. A veš, ni, ne? Moram priznati, da je tudi mene presenetilo, da si recimo umestil Šunk Rock v knjigo. Se pravi, kaj njih dela metal? Oni imajo rock, recimo tudi že v imenu. Oni so Bon Jovi bili. A veš, oni so bili prvi v Sloveniji, ki so se takrat pojavili, imeli so ta imidž, tudi glasba je bila taka, spevna, ne toka, ne. Pa nasplošno, moj glasbeni okus, jaz sem tudi bil tako softič. A veš, tako, meni so Whitesnake, Van Halen, taki bendi, ne, in jaz sem imel Šunk Rocke vedno rad, ne. In pač imeli so čupo, imeli so to ikonografijo takšno, in imeli so riff, in meni je bilo to dovolj, ne. Se pravi, drug čas je bil, Bon Jovi, pa njih daš komod, kot Bon Jovi v Europe, Šunk Rock govorim glasbeno, ne, pa danes, ko rečeš, mislim, halo, kakšen metal, veš, nima veze s tem, ne. Ampak takrat je to bilo, ne. Pa jih danes recimo še razumeš kot metal? Rečeš, danes grem pa na metal koncert, kdo pa bo Šunk Rock? Ne. Jaz imam njih izredno rad, še vedno zelo rad imam njihovo glasbo, ampak če grem na njihov koncert, grem na Šunk Rock, ne grem na metal koncert. Sicer pa poleg zasedb in nekdanjih oziroma tistih, ki so še vedno glasbeniki, imaš v knjigi tudi nekaj, da ne rečem, sopotnikov metala. Že omenjeni Boštjan Vrhovšek Boc, recimo, ki je danes žal že pokojen. Zakaj recimo si njega umestil? Ja, on je bil, mislim, radio študent, prvoborec tam
V 80-ih je bila ta ekipa, ki je bila pri Figovcu, so se zbirali, hodili na koncerte, klub FAV, prvi klub, ker se je v Sloveniji javno vrtel heavy metal, je bil on zraven. Zelo pomembna persona kot nek pričevalec časa. Ne. Zato mislim, si ne predstavljam, da ne bilo njega trenutno. Se pa zdi, da je marsikdo, ki je takrat bil metalec, do danes predvsem postrigal si lase in pristal v kakšnih bolj podjetnih vodah. Ja. Se ti zdi, da je to nekako se zgodilo s tedanjimi metalci? Ja, veliko, veš, glih zato, ker so fantje, ki so veliko energije, časa, ljubezni, entuzijazma vložili v to ustvarjanje, niso pa prebili, niso uspeli, niso nikamor, niso bili slišani. Ne? In veš, tako kot v življenju imaš ljudi, katerim so malo bolj ustrajni, pa ne bo odnehal, pa ga briga, a ga bo kdo poslušal, ali ga ne bo, bo uspešen, ta ostane, pa mu mogoče pol rata ali pa mu rata v drugi glasbeni zvrsti. Nekdo pa to čist opusti, ker je pač razočaran. Ne? Tako to je. Je pa v knjigi tudi precej malo žensk. Ja, veš, to je bila pa dobro vprašanje. Zame Tamara Pirih ni bila sploh vprašljiva. Ne? Ona je bila v naših očeh takrat metal queen. Mi smo bili vsi zaljubljeni v njo. Res je bila, ne, pa pisala je z Anteno, imela je ta in ona ni bila sploh. Potem pa, ja, dajmo še kakšno žensko, ne, dajmo še, ker premalo je, ne. In potem so si rekli, kva pa Sašo Einzidler, mislim, kva pa je ona, ne, pa metal, pa to ne. Ja, ona je takrat, tudi v njo smo bili vsi zaljubljeni, takrat, ko je vodila tiste oddaje glasbene in tako, ne. Ona je v bistvu spet gre to nekako. Takrat je bilo 100 televizij. Bila je ena televizija, 2 glasbene oddaji, full gledano in ona je pač vodila eno in v njeni oddaji je vedno kakšen band nov ali pa metal band, hard rock band dobil šanso, da se predstavi. Ne? In zato, ker smo mi to oddajo, ta Ropot, smo gledali, mislim, to se je čakali na televiziji, kdaj bo Ropot. Ne? Kdaj pa je bil? Ne spomnim se zdaj točno, ampak vem pa ta video Noč, pa ne, in to, kar je bilo, v njeno oddajo so vedno, a veš, prišli kakšni metal bendi, ne, pa si tle lahko to videl, ne. Plus še pole ona pela v Rdečem baronu, še to, ne, pa se mi je zdela kar primerna, no. Spet govorimo o 80-ih, ne, ni bilo nekoga takrat ženske, ali pa vsaj jaz, do mene ni prišlo, da bi, ne. Poleg Tamare sem sam videl še, dobro, konc 80-ih, začetek 90-ih se je pojavila Sonja Javornikova, ki je tam v Palmi delala, pa je imela oddaje, pa je tudi tako, ne, ampak to so že pol 90-ta, ne. Tako da zato pol ni bilo še Sonje, ne. Pa ni bilo, no, ne vem. Kaj to pomeni, da ste bili sami moški, ste se zaradi tega tako recimo tepli s punkerji, je bilo to res? Tako bom rekel, ja, ni bilo velike ljubezni med metalom pa med punkom, to je res. Nismo bili sami moški, bilo je cel kup punc okrog nas, hvala Bogu, ne. Ampak da bi na sceni neka punca s svojim delovanjem na sceni pustila nek pečat na mene takrat. Bila je Polona Škodič, ki je en kratek moment pela v Odiseji 2000. Kač pa ni bilo. Ni bilo. Bile so te tako punce, ki smo se družili, to ja. Na kakšen način pa ste recimo izbirali obleko? Ker recimo med punkerji kroži šala, da
če želiš biti metalec, moraš imeti nekaj pod palcem, saj danes, ko stane recimo ena metal majica s kratkimi rokavi vsaj 30 €. Kako je bilo pa takrat? Kako ste poskrbeli za svoj imidž? V bistvu dovolj je bilo na začetku. Na začetku je bilo dovolj, da si imel džins jakno, bile so izredno popularne, visok, pred časom, pred kakšnim mesecem dni sem najdel to sliko na internetu, sem jo na Facebooku, bile so visoke pume. Puma superge. Izdelovale so se v Borovu. Vsi jugoslovanski metalci smo jih imeli. Res. To je bilo tako pozim, podnev, skozi, ne, in neverjetno, koliko odziva folka je bilo pol na sliko te superge, ne. Potem pa, če si kje dubil kakšen našitek, si ga dal na džins jakno. Kje si ga pa dobil? Ste ga sami tiskali? Na Bušaku, na Bolši trg si šel, pa so bili pa te tipi, ki so muljali švercala, veš, pa če si kakšnega tako dubil, vsaj jaz sem tako, ali pa recimo vem, da jaz sem si dal na džins jakno, vsi so imeli Iron Maiden ali pa Motorhead, pa to ne, jaz sem pa vedno hotel, ko jaz pa nam tako, kot vsi, ne. In ti jaz, veš, na morju so bili, tako smo se oblačali, zdaj ti razlagam, na morju so bili oni, ki so prodajali majice, pa so ti pa si kupil majico, pa ti je dal tak preslikač, si zbral, pa še tako so imela, veš, da ti je tako še po črkah, ti je lahko ime napisal, ne. In pa si ti to kupil in si to nalepil na majico in tako so se majice delale, ne. Tisto z likalnikom. Je kot to varianta, ampak v njem je tako neko mašino, veš. No, in jaz sem videl, da ima on od Motley Crue preslikač, ne vem, kje ga je dubil, kako ga je dubil, ne. In jaz sem pošel laufal domov, sem rekel, da ga naš prodal, to čuvi, in sem laufal domov po svojo džins jakno in daj mi ti na hrbet ta Motley Crue nalep, ne. Tako ne, pol pa smo zbirali denar teh debelih, popularnih črnih ledrc, veš, ko so bile. To se sploh ni tle pri nas dal dobiti v 80-ih. Jaz vem, da mojo, až pa ful je bilo pomembno, da je tako rdeča svila not, ne. Ja, to ni mogla biti kar vsaka, mogla je biti rdeča svila not, ne. To je bila neka posebna firma? Ne vem, kva, črna pa debu leder je mogel biti ono, kar si jo prijel, da je bila težka, ne, pa rdeča svila je mogla biti not, ne. Tako prerezana. Veš, tako, ker so bile včasih Spitfire-ke, ki je mogla biti na eni strani oranžna, ki se lahko obrne, veš, no. In vem, da sem jaz mojo takrat kupil od prijatelja mojega, ki je tudi v knjigi, Milana Jovanoviča, mojega velikega učitelja metala. On se je zredil in mu je bila ozka in si hotel večjo kupiti. In jaz sem mamo žico, takrat je bilo to 400 nemških mark je bila ta jakna, ne. Ampak, ko mi jo je kupila, jaz mislim, da celo srednjo šolo sem bil jaz v temu. Polet, a veš, jaz sem tudi bil veliko bolj suh, ne. Pozim sem dal, ne vem, puli, pa džinsko, pa to jakno čez. Pa je bila to, mislim, to je za zimo, ne za polet, za zimo, ne. Polet pa sam majico, pa to čez, a veš. Tako, pa da si prišel pol do prvih kavbojskih škornov, pa to je bil, škaj to bilo, to ni imel, nisi mogel, sploh sem jih ni dal kupiti tle. Potem koncu 80-ih, začetek 90-ih je Peko nekaj začel delati, ampak to smo vsi pol, ko smo imeli možnost, da smo šli kam ven, smo si pol to, da kavbojski škorni. JNA škorni pa niso bili. To je bilo seveda. JNA škoren, pa si mogel imeti, pa tako, ko je imel Udo Dirk Schneider, si pa čez škoren zavihal une debele, fulte debele štumfe. A veš, da je bilo tako čez, ne. Tako da ja, JNA so bili seveda. To smo kupovali, to smo pa na vojaški odpad hodili. Ruzake za šolo, si šel na vojaški odpad, pa si pa s kuljem, pa s flomastrom imena bendov gor pisal. Ja, tako je bilo. To je bilo. Torej, omenil si malo prej svojega mentorja, celo, če se ne motim, Ja. ga imenuješ v knjigi. Moj guru. Zakaj pa je bil tvoj mentor? On je bil toliko starejši,
pa edini v naši družbi je že v službo hodil in posledično je imel več denarja, kot smo ga mi imeli. Ne? In je imel doma, je imel res, mislim, fršterkar tak, da smo, kaj je vklopil, to je bila jelka, to je bilo nam, mislim, NASA, a veš, to je bilo. In on je redno hodil tujino, redno nosil plošče in potem je on to, vsakič je bilo, pod njemu smo se zbirali, on je pokaj prinesel, pa to je bil dogodek. Vzame ploščo ven, pa jo obriše, pa jo da gor, pa naštima zvok, pa to. Pol mi to poslušamo, komentiramo, razlagamo, je, ni. Pol nam je vsem to posnel, da smo to pol doma, veš, on je cele dneve snemal nam te kasete, a veš, ne. No band, kakšen se pojavil, veš, on je imel takrat prvi krožniki z satelitsko televizijo so se pojavili, ne. On je imel mednarodno, tudi prvi je imel video rekorder in on je pol MTV Headbanger se je snemal, pa smo mi hodili k njemu, pa to gledali. Pa se je pojavil kakšen band, pa je bil kakšen spot, pa smo pol kevmo to plato dobili. Veš, to je bilo, mi smo to živeli, no, res. In on je človek, ki je kar celi moji generaciji veliko tega pokazal in nas nekako usmeril in nam dal to ljubezen do tega, ne. Kaj pa recimo Radio Luksemburg, je bilo to takrat še aktualno? Jaz to nisem poslušal, to je bilo po moje bolj konc 70-ih, ne. Tako da jaz sem pač, če sem šel s tem mamami v Celovec, imel sem teto v Nemčiji, pa stare starše, jaz sem šel kdaj do njih, sem si kaj kupil, drugače bil pa Milan, tako je v knjigi, on je bil glavni, sploh ne samo za mene, ampak za cel ta kvart, kjer smo mi živeli, je bil on nek mesaja, bi rekel. V katerem kvartu pa si živel? Fužine. Fužine. Ja, se zdi, da so bile takrat, da ne rečem, male lokacijske enote tudi po Ljubljani, recimo omenja se Fužine, Nove Jarše, Kodeljevo, je bila to, da je šlo tudi za neke vrste rivalstvo? Ne, mi smo bili, če si bil metalc, to je bilo brotherhood. Še danes je tako. Na Fužinah je bila eno jedro in takrat so se tudi to jedro je organiziralo tudi te koncerte odmevne. Drugo jedro, ljubljansko, je bilo pa v Novih Jaršah, odkot so Lene kosti, ne. In tukaj so se dogajali koncerti, en drugim se je pomagali, ne. A to je vse v bistvu občina Moste, še v Štepanskem naselju, iz katerega so bili Krom, ne. In pol se to kar krožali, veš. To so bili tisti zidarski podesti, iz tega je bil oder, a veš, ne. Pa 2 maršala, pa gremo, a veš, ni bilo to. Kako pa so starejši gledali na te koncerte? Pa jaz ne vem. Mislim, ni bilo kakšnega kritike, nevšečnosti. Fora je bilo, da glih ste končali do 10. Tamare Pirih oče je bil takrat v neki, kaj pa je svem, krajevni skupnosti, Fužine ali kva nek. In tam so bili vsi veš, kravatarji, gospodje, starejši in tako, ne. In je v bistvu celo on zrihtal, da tam bo koncerta, ne, ta famozni. In pol so oni prišli gledati ta koncert, te gospodje, in se jim pojavil Milan Krušič na odru in vrešči in skače in se z vodo poliva. In so tako gledali, kaj je to, ne. Ampak pol je bilo kar aplauz in kar, ja, super, the best, a veš, ni bilo nekega, bi rekel zdaj, vsaj da bi jaz vedel, da bi kdo kaj imel proti ali pa kaj, nekak je bil. Tudi pol smo dobili staro gradbinsko barako, kjer so delavci, ki so gradili Fužine, so imeli tam neki, pa je to pol ostalo, pa so dali nam, pa smo se tam not dobivali, musko vrteli, poslušali, koncerti so bili tudi tam noter. Až tako nekako, vse je bilo bolj izino, ni bilo to teh nekih pravilnikov, pa
pa zakonodaji, da so te davali za, ne vem, Varnostnik na 100 ljudi. Varnostnik, IPF, SAZAS, ne vem. Tam se to šlo vse med ljudmi, tam so se zbrali, unje je imel en boks, unje je imel drug boks, ta je imel kitaro, dej pivo, dej tam bomo en šak, a veš, to je bilo tako, nobena davčna blagajna, pa ne vem, vse, kar je danes. No, ker so pa ravno že v Kopru, se spomniš kakšnega dobrega istrskega metal benda iz tega obdobja? Istrskega. A niso bili Robin Hood iz Kopra, ali so bili iz Postojne? Veš, da ne vem. Veš, da to pa ne vem. Ali pa si hodil kdaj tudi sem na morje na kak koncert? Takrat v tistem času moram reči, da ne. Kasneje v 90-ih, ja. V 80-ih sem bil pa jaz še kar precej mlad, ne. Če gledaš, jaz sem... Pa ni bilo še avtoceste, ne? Bila je do Postojne. Tako da takrat ne pol v 90-ih, ja, v 80-ih pa tudi ni bilo, da bi rekel, bili so verjetno lokalni, pa tudi še informacije niso tako krožile, da zdaj pa v Kopru igrajo, ne vem, zdaj bom rekel, Mary Rose ali pa neki Delirium, polka so bili v 90-ih. Ni to, a veš, pa kje se ti zorganiziral, pa bus, pa to ni bilo, kar je bilo lokalno, ne, mogoče se mi zdi, da se je vse bolj dogajalo lokalno, no. Kaj pa so kakšni fanzini sami izdati, mogoče potovali po Sloveniji? So bili tudi metalski fanzini sploh, no? Tudi kasneje. V 80-ih, ne, to je bilo kasneje v 90-ih, pol, ko se je ta fanzin scena, pa pol z internetom, ko se je pojavil Paranoid in tako. To je bilo že pol. Takrat pa... Ampak Paranoid pa te spletni forumi, to pa je verjetno tudi že zamrlo zdaj s pojavom družbenih omrežij. Pa mislim, da Paranoid še dela. Mislim, da Paranoid še dela. Mislim, da je celo pred letom, 2-3 leti celo bil dokumentarc o njih nek narejen. Oni so tudi sponzorirali film. Mislim, so še delajo. Se mogoče še omeniva, za donacije za film ste pa pravzaprav priredili v Ortobaru skupaj z Dirty Skunks tudi prav poseben koncert. Ja. Menda, da veliko bendov tam pravzaprav nisi poznal. Ne, to je bilo noro. Meni je bilo to totalno eno srečno razodetje, bi rekel. Tam je bilo, ne, mislim, da je bilo 15 bendov na 2 odrih je igral. In to so bili dobri, čist vsi, da bi en rekel, vrhunski bendi, ne, so prišli igrati, Ortobar se je napolnil, potem smo Inkaso je šel za film, še enkrat se tle zahvaljujem Skunksom, in jaz sem obnemel, no, res, ker več kot pol bendov sploh nisem poznal, nisem sploh vedel, da delajo, da obstajajo. In mi je bilo to tako, wow, ne, to pa sploh ni panik, ni se zabat, no. Zdaj tudi, recimo, Telefanti, Sky Eye, to je že po nemških festivalih igrajo, to je vrhunsko, ne. Res dobro, na svetovnem levelu. Imaš mogoče trenutno v avtu kakšen slovenski metal CD? Imam seveda, Sky Eye, Mary Rose, Pomaranča. Lene kosti, to je pri meni skozi v avtu. To je redno poslušam. Za konec pa še vprašanje, to je druga dopolnjena izdaja, ki je izšla v lanskem letu, ali bo sledila tudi tretja? Ne. Že ta druga je bila tako, nismo jo mislili narediti, potem so me pa iz založbe Primus nekako prepričali, da pa dej, pa zakaj ne bi, pa to je vredno, pa bomo mi, pa bo šlo v mainstream knjigarne in tako, ne, kar prvo izdajo smo mi prodajali izključno po internetu, pa v eni trgovini v Ljubljani. In je bilo, mislim, v 2 mesecih je
bila razprodana. Ne ugibam, Master of Metal je bila ta trgovina? Ne, bila je rokerija na Židovski 3. Ja. Ki jo vodi takratni član Brezna Zla Bobnar, Meše. Pri njemu se je to prodajalo. In potem sem pa rekel, pa to, pa dej, pa gor, pa dol sem rekel, ne bi, da je knjiga, spet isto knjigo natisnemo še enkrat, tok pa tok izvodov in da je to, da če bom že delal, bi rad, da je to še neka stopnica višje. Ne? Zdaj, kaj ta stopnica višje je, vsebinsko sta tukaj še dva izredno pomembna. Bi rekel, jaz te ljudi sem jim kar dal ime vitezi železnih stopinj. Ne? In sta dva viteza, ki sta izredno močen pečat pustila na takratni sceni, tudi na mene osebno, pa v prvi izdaji in v filmu iz različnih razlogov osebnih nista želela sodelovati. To je zdaj v tej knjigi Ju imamo, se pravi, gre za Milana Krušiča, frontmana Lenih kosti, Turba, kasneje Dr. Evil. Za mene najboljši frontman v zgodovini slovenskega metala. Ne vem, če mu bo kdo sploh kdaj prišel blizu, iti blizu. Vsi smo srečni, tisti, ki smo ga gledali v živo. Ne. Tudi povem, da zaradi njega sem jaz začel poslušati metal, moj prvi koncert je bil Lene kosti. Ne. In ko sem to videl na Fužinah. Ko sem to videl, so me zakucali za cel življenje še danes. Pod tolerata. Ne. Drugi je pa Mark Lemaire, ki je pa takrat slovenski kitarski virtuoz. On je nekako po načinu igranja, po imidžu, po vsem tem, ko je igral pri junakih Nočne kronike, še prej v Mešu, je bil nekako slovenski Yngwie Malmsteen. Ne? In tudi tako imel je tako jaknost na ramenu in ta stil igranja in to. Ne? Tako da ona dva sta izredno pomembna. Ne? In potem, ko sem ju povabil še enkrat, sta oba pristala, kar je bilo res super in sem izredno vesel, ker spadata sem noter, če kdo, ona dva. Ne? Potem napisal je pa še predgovor večkrat nagrajevani slovenski pisatelj Skubic. Plus še, če greva pa tehnično, ne, je knjiga tiskana na še bolj razkošnem papirju, še boljšo tehnologijo. Tako da, in tretji vzvod je, da se jo danes dobi v vseh mainstream knjigarnah, Mladinske knjige, Državne založbe, kar je pa meni v bistvu bilo. In ko so vse te tri stvari, ki so se zgodile, ne, se je no, to pa je vredno, da se naredi ponatisk, če nič drugega, zaradi njiju dveh, ki sta manjkala in zaradi tega, da bo res čisto vsak, tudi tist bežni, lahko do knjige prišel, se ne bo rabo, ne vem, koliko matrati, da do nje pride, ne gre v trgovino in jo kup. Mimogrede, si tudi sam imel kdaj kakšen band? Ja, samo nič omembe vrednega. Doma v kleti, nič nismo nikoli niti nastopali, niti nič, tako da nisem. Bilo pa to super ime benda, Doma v kleti. Mogoče pa res, ja. Za vse tiste, ki nimajo garaže. Ja, tako. Denis, najlepša hvala, da si prišel tudi do Kopra in nam predstavil Železne stopinje. Hvala vam za vabilo, bilo mi je veselje. Tako, dragi gledalci, če ste mogoče kak delček pogovora izpustili, vas vabim k ponovnemu ogledu intervjuja na našem YouTube kanalu Megafon TV. Če ne pa, se vidimo prihodnjič. Lepo se imejte.